Z nami je gospod Saša Keleman, izvršni direktor za področje poslovanja na SID banki. Kako lahko SID banka pomaga podjetjem, ki imajo težave zaradi koronavirusa? Če gremo po sklopih, smo najprej ta segment posredovanja preko bank, se pravi podjetja, ki sodelujejo s poslovnimi bankami, večino njih v Sloveniji in tudi hranilnicami, je možno pridobiti naše vire. In v tem segmentu smo omogočili pridobivanje naših virov po ugodnejših pogojih v smislu višjih upravičenih stroškov oziroma višjega odstotka kreditiranja. Do zdaj je bilo to možno v znesku 85%. Potem, da je možno vse te kredite v celoti nameniti za refinanciranje. Banke pa lahko že zdaj iz teh naših virov odobravajo moratorije in pa daljše ročnosti. To je ta segment posrednega financiranja. Če gremo na neposredno financiranje, to, kar SID banka izvaja neposredno na trgu, je prvi, najhitrejši in najpomembnejši ukrep zagotovitev likvidnosti kreditov. To bomo omogočili v obsegu 50 milijonov evrov. Gre za financiranje malih in srednje velikih podjetij, SP-jev pa tudi velikih podjetij. Namen je pa financiranje likvidnostnih potreb podjetij v teh razmerah. Kredite je možno dobiti v znesku od 100 tisoč evrov do 7 milijonov evrov. Podjetja so pri tem deležna pomoči po shemi de minimis. Morajo pa izpolnjevati ta osnovni pogoj, da imajo vsaj 2 zaposlena in da poslujejo 2 leti. Kakšni so pa časovni okviri, v kakšnem času lahko podjetja to pridobijo? Ta sklop, se pravi prvi sklop neposrednega financiranja, bomo omogočili v roku enega tedna. Še v tem tednu bomo pa vzpostavili pogoje, da se lahko po prilagojenih pogojih podjetja pridobijo financiranje pri svojih poslovnih bankah. Naslednji sklop, ki ga pripravljamo, se nanaša na sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo. V sodelovanju z MGRT imamo oblikovane tako imenovane posojilne sklade. Gre za finančni inženiring in v tem sklopu smo 2 produkta predvideli oziroma programa. Eno je vzpostavitev programa za financiranje poslovanja in likvidnosti, tudi o predmetnih in neopredmetnih sredstvih, če je to potreba, ampak v osnovi pač likvidnostno financiranje. Tukaj gre za enake kriterije, se pravi za podjetja, ki imajo vsaj 2 zaposlena, 2 leti poslujejo, in pa krediti v znesku od 100 tisoč evrov do 7 milijonov evrov. Skupaj, se pravi, bo temu segmentu namenjenih 100 milijonov evrov, pri čemer ta drugi program se nanaša izključno na mala in srednje velika podjetja. Za segment turizma, ki je pa v teh razmerah najbolj prizadet, smo pa predvideli v okviru obstoječe linije, ki se izvaja v znesku 160 milijonov evrov in je bila namenjena financiranju naložbenih projektov na področju turizma, razširitev na način, da je možno financirati tudi samo obratni kapital, poslovanje, in še posebej smo dogovorili tudi z MGRT-jem razširitev na segment gostinstva, ki do zdaj ni bil upravičen do financiranja. In ravno tako na tem segmentu je možno pridobiti kredite v vrednosti od 100 tisoč evrov do 7 milijonov evrov za financiranje poslovanja, likvidnostno, medtem ko za investicije so še naprej na razpolago krediti v znesku do 20 milijonov evrov in pa do 30-letne ročnosti v okviru tega programa. Podjetja so se znašla v likvidnostnem šoku, kar nekaj mesecev lahko ta likvidnostni šok traja. Po katerem programu bi lahko podjetja prišla do ukrepa, ki bi jim zagotovil odlog plačila vsaj za nekaj mesecev ali pa plačevanje obveznosti, ki jih imajo do bančnega sektorja? To je naslednji ukrep aktivnosti. Tukaj SID banka ni sama, kot smo in se slišimo in sodelujemo s kolegi iz drugih bank. Vsi nameravajo pristopiti k tem aktivnostim, se pravi, da se podjetjem sistemsko omogoči nek odlog plačevanja obveznosti, po potrebi tudi podaljšanje ročnosti kreditov. Mi razmišljamo tudi v smeri oziroma pripravljamo aktivnosti v smeri, da se jim spregledajo določene obveznosti vezano na zagotavljanje minimalnega zneska zavarovanj, se pravi recimo v primeru zalog oziroma finančnih zavez, po potrebi tudi obrestnih mer, kjer je to možno zaradi različnih shem državnih pomoči, ki so zadaj. To je naslednji sklop aktivnosti, je pa, kot sem uvodoma omenil, so predvidene še ostale aktivnosti, ki smo jih pa na katerih že delamo in jih bomo vklapljali postopoma, se pravi, čim dosežemo ta uskladitveni okvir z ostalimi akterji. Pričakujemo, da bodo ukrepi potrebni več časa in da bo potrebno veliko sredstev. Trenutno razmere dopuščajo, da smo lahko optimistični, da sredstev ne bo zmanjkalo? Vsekakor. Kot ste seznanjeni, Evropska komisija že v petek sprejela določen
komunikacijski okvir, v katerem države članice spodbuja k pripravi ukrepov in aktivnosti. Naši predlogi, ki jih usklajujemo tudi z Ministrstvom za gospodarstvo in tudi bomo posredovali tudi Ministrstvu za finance, grejo v smeri, da se ti ukrepi nanašajo, razširijo še na segment porabe evropskih kohezijskih sredstev. V Sloveniji razpolagamo še z določenim neporabljenim obsegom teh sredstev. En del tega upravlja SID banka, tukaj predlagamo dejansko povišanje instrumentarja oziroma sklada skladov, ki ga SID banka trenutno upravlja v znesku 250 milijonov evrov, na način, da se zagotovijo dodatna sredstva za mala podjetja, srednje velika, na segmentu mikroposojil, tudi raziskav, razvoja, inovacij. En del teh sprememb se pa nanaša tudi na regulativo državne pomoči. Trenutni okviri so dokaj rigidni, no, in tukaj bo predlog in SID banke, oziroma je predlog in SID banke in tudi ministrstvo, da se te omejitve in ovire sprostijo, da bi dosegli čim bolj učinkovit pomoč za podjetja. Hvala lepa. Kar se tiče mene, imate vi mogoče še možnost? Ja, hvala tudi vam, vašim članom želim uspešno poslovanje in tudi za SID banke izpostavlja vse komunikacijske kanale za informacije v zvezi z novimi programi. Uvodoma sem omenil, da imamo v pripravi še ostale. Omenil bi na tem mestu prvi zelo dobro sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo, drugič z SPS-om, Slovenskim podjetniškim skladom, ki tudi pripravlja linije in bojo v naslednjih dneh v objavi. SID banka bo pa v mesecu aprilu vklopila še portfeljske garancije, to je nov instrument, ki bankam zagotavlja prvovrstno jamstvo za njihove kredite podjetjem, malim in srednje velikim. Predvideli smo v primeru zaostrovanja nadaljnjega gospodarskega razmerja tudi angažma proticikličnega sklada, kjer bi s kombinacijo sredstev SID banke in pa državnega proračuna lahko omogočili vzpostavili nov zneskovni pa vsebinski okvir za soočanje s krizo. Glede na vse te pobude, ki sem jih tudi omenil, vmes pa tudi pripravljamo možnosti za dodatne ukrepe na nivoju Slovenije. Tako da mislim, da z usklajenim delovanjem vseh akterjev bo zagotovljen zadosten okvir vsebinski in zneskovni za vsa podjetja, da bodo lahko nadaljevala z aktivnostmi v tem času in upajmo in nadejamo se čim prejšnjemu zaključku teh razmer. Hvala lepa. Tudi vam.